Od srede do srede. Vprašanje, ki si ga danes zastavljava, je, ali je država ugrabljena. Teza o ugrabljeni državi, oziroma kot se temu učeno reče state capture, se nekaj časa kroži v javnosti, je bolj ali manj utemeljena, hkrati glede tega teče nekaj razprav, nekaj avtoritarnih zagotovil je, da je država v resnici ugrabljena, in nekaj prav tako avtoritarnih zagotovil je, da država ni ugrabljena. Ja, doktor Dobovšek je, če skočim v tvoje izvajanje, je ta teden pač state capture uporabil, s tem utemeljil 10-letne raziskave, ki jih dela na njegovi fakulteti, to je varnostna fakulteta. Bilo je pa to v priliki, v neki priliki, in sicer, ko je Rado Pezdir prišel v javnost in je povedal, da v bistvu tako imenovani paraziti obvladujejo državo, dosegel neverjetno odmev, zadevo prijavil na protikorupcijsko komisijo, na nacionalni preiskovalni urad, hkrati nismo izvedeli nobenih imen in potem je nastala ta razprava in state capture, to je to, ne. Zdaj, mislim, tukaj jaz bi tle pritrdil, ocenim, da morda vrstni red pa ni najbolj posrečen, ne. Če je Pezdir nameraval o tem pisati zgolj kolumno, ne, kot kolumna je to zanimiva reč, pričakovati na realne učinke kolumne, ki bi šli v tem vrstnem redu, ne, se pravi, jaz najprej napišem kolumno, razkrijem tako imenovane parazite, potem pa naj organi odkrivanja in pregona naredijo vse, kar je v njihovi moči, da jih tudi aretirajo, to pa ne gre, ne. Če bi bil namen, ne, da morda koga res primajo, ne, se strinjam s tistimi pisanji, ki pravijo tako, ne, pač nekaj tovrstnih primerov se je do zdaj že odvrtelo v realnem življenju in recimo, kot smo spremljali pri aretaciji poslanca Prijatla, ne, je šla tam zadeva tako, ne, da je človek najprej šel policiji prijaviti, da ga poslanci seljuje, ne, in potem je v nekem avtu izvedel primopredajo gotovine, če ti kufri z denarjem res krožijo. Potem je pa policija v naslednjem koraku Srečka Prijatelja tudi dejansko aretirala. Veš, kaj mi je zanimivo, z vsemi komplimenti seveda do tega, kar je Rado Pezdir naredil, ampak mi smo se ta teden pogovarjali o tem, kako neki lobisti zunaj političnih in zunaj oblastnih struktur poskušajo to državo spraviti na stari tir, to se pravi na tir neke korupcije in tako naprej. In v zadnju neka tiha predpostavka, da država krasno deluje, politika je čista, samo vedno nekdo pride pa jo pokvari. Predtem smo se pogovarjali pa o tem, kako v bistvu politične elite ugrabljajo celotno gospodarstvo, si ga podrejajo in kaj delajo za to, da avtonomne sisteme podredijo sami sebi, primer tožilstva in tako naprej. In ta obrat je zdaj zanimivo, ne? Težko bi ga zdaj presojal, ampak state capture je nevarnost tudi politične elite, ne le nekih imaginarnih, brezimnih podjetnikov, ki jih bomo, ali pa lobistov, za katere imena bomo morali slišati. Jaz vztrajam na tem, da je treba ta imena slišati na glas, da je treba videti, da se stvar ne ustavi pri nekih spričevalih, ki so seveda zelo pomembna, ali pa pri nekih, ne vem, malih ribah, če tako rečem, ampak dejansko vse skupaj vodi v vprašanje, ki so si ga že, mislim, da zastavljali, ali mi sploh imamo pravno državo oziroma delujočo pravno državo, ali smo dejansko ugrabljena država, ali smo dejansko ugrabljena demokracija, ali smo dejansko sistem, ki deluje v pravnem sistemu na brezpraven način, ali v ustavnem sistemu na neustaven način. Jaz mislim, da so tukaj v bistvu debate. Ne? Ja, malo zmede uvedel v tvojo razpravo in bom samo en citat povedal, ki sem ga prebral v svetovnem tisku. Ne? Je pa zanimivo. Ta teden sem bral, sam je malo starejši. Ne? Gre za vprašanje, ali Kremelj obvladuje Gazprom ali Gazprom obvladuje Kremelj. Ne? Pravi, povedano drugače, ali je državo nekdo ugrabil, ne, recimo lobiji,
ali pa ali je gospodarska moč ugrabila državo, ali pa je pravzaprav državna moč ali pa državna oblast tista, ki nadzira gospodarsko moč, ne? In tukaj smo v neki situaciji tazga precej nenavadnega vrtinca, ko dejansko ne vemo, ali naš Gazprom obvladuje naš Kremelj ali obratno naš Kremelj obvladuje naše Gazprome, ne? Se pa v resnici po moji oceni odvija neka precej težko viden boj, ne, med tema dvema tipoma kapitala, ne. Recimo en je ekonomski kapital, drugi kapital je pa tako imenovani državni kapital, ki pa se vsak na svoj način borite za primat. Ja, to smo deloma videli pri problemu beloruskih poslov ali ukrajinskih. Beloruskih poslov in pa naše gospodarske diplomacije. Ko je interes nekega podjetja praktično prikrojil slovensko diplomacijo v izjavi o nekih načelnih stvareh. Verjetno so tudi druge države igrale podobno igro, zato smo to stvar pol nekako gledali na uravnotežen način, ampak v bistvu je bila vloga obrnjena, ne. In Slovenija je dejansko v tej igri, za katero se sprašujemo, kdo jo igra oziroma kdo jo opazuje, ne? Ker recimo z vsemi simpatijami še enkrat do Rada Pezdirja, ampak njegova pot, prvo, kar je, smo dobili podatke brez imen, potem pa njegova pot je bila k policijskemu ministru, notranjemu ministru Vinku Gorenaku, ne? To je približno tako, kot da bi prišel v nekem segmentu, ne, naznanjati oblast k oblasti oziroma pod hlapca Jerneja do cesarja in tako naprej, ne. Se pravi, vendarle je sporočanje, da mi imamo avtonomne veje oblasti, ne samo veje oblasti, ampak tudi avtonomne organe, kot je tožilstvo, kot je NPU in protikorupcijska komisija, bi vendarle morali imeti težišče pri raziskovanju takih problemov, ne, še posebej pa v luči neverjetno hitrega, kako hitro so se pri Virantovi listi sprijaznili, da tožilstvo kar prepustijo stranki, da gre Gorenakovo ministrstvo in tako naprej. Na vsezadnje je to bilo eno zelo čudno, zelo slabo sporočilo o prioritetah. Gre za težko materijo, ki je zelo na lahek način šla v stran in ta pot Rada Pezdirja, ki vendarle ne more reči, da nima nič, a ne, z Virantovo listo, se je bil ja pogajalec za vladne resorje, pot do Gorenjaka je vendarle rahlo nenavadna, ne. Pričemer seveda tu ne gre položiti pač težišča, jaz mislim, da je naredil pravo potezo, vsaj v prvem zamahu, treba pa seveda zdaj opazovati, ali ima prav v zadnjem pomenu besede ali ima samo medetapni prav, če tako rečem. Tako kot jaz razumem Rada Pezdirja, njegov namen je bil napisati kolumno, ne, potem je pa ta kolumna dobila en precej velik pospešek, ne. Še eno stvar mava na dnevnem redu, pa se tiče razprave o Kremlju pa Gazpromu oziroma Gazpromu in Kremlju, ne. To, kar spremljamo v zadnjih dneh, ne, je taka velika sprememba v konfiguraciji ne samo državne administracije, pri spreminjanju opisa del in nalog ministrstev, pri spreminjanju opisa del in nalog posamičnih direktoratov. Vem, kaj boš rekel, AUKN. Ja, bom, ja. No, prav. Ja. Kaj boš pa ti rekel? Ne vem še. Ja. Povej. Se bom odzval. Namreč, Pahor je imel neko zanimivo nakano, ne, po mojem, da bi AUKN postal strokovni, da ne rečem znanstveni organ upravljanja, korporativnega upravljanja slovenskih gospodarskih družb, tak zelo plemenit namen, ne, da bi politiko čist dal v kraj, ne, in da se politika absolutno ne bi petlala v korporativno upravljanje. Nova vlada ga zamejuje za AUKN, čeprav razumem. Ne? Po drugi strani ne, je pa obveljala neka interpretacija, da bi bil pravzaprav AUKN en tak priročen inštrument, s katerim je nekdanji finančni minister lahko uveljavljal nek bolj neformalni vpliv na poslovanje
podjetij v delni ali popolni državni lasti. To je zelo eksplicitno, je to v Odmevih, mislim, da predprejšnji teden povedal Jože P. Damjan. Zelo jasno je to naznačil. Zdaj se ta AUKN spreminja iz nekega izjemno vplivnega državnega organa, ki je upravljal 8 milijard državnega premoženja, v eno tako malo boljš vladno službo za upravljanje državnega premoženja. V tem trenutku ni jasen, kaj bo iz tega ratalo. Jutri imajo na dnevnem redu potrditev teh sprememb, zna pa to prinesti hude spremembe v konfiguracije politične in ekonomske moči v državi. Jaz tem postavim eno vprašanje v zvezi s tem. Ali si verjel Borutu Pahorju in njegovi nameri po avtonomiji teh zadevščin? Pahorju ne pa finančnemu ministru. Ja, lej, se to je pa Borut Pahor, se v tem je vica, ker tisti, ki zdaj to stvar poskušajo zregulirati, se sklicujejo na realno stanje, kakršno je bilo in so poznalo zadaj. Temu sledi naslednje vprašanje. Ali verjameš v dobro namernost namer zdajšnje oblasti? Ne. Tukaj spet smo v state capture situaciji. Sploh se vedno se pogovarjamo, kako izgraditi fasado, da bo izgledala navzven, in AUKN definitivno je fasada obrnjena proti Bruslju. To se pravi, da izgleda, da imamo v bistvu neke strokovne organe in tako naprej. Vedno znova smo v vprašanju, kdo v resnici pri nas je nosilec moči in ali je pri nas ustava samo za maškarada ali pa ustavna podoba Slovenije samo maškarada oziroma maska, beneška maska, ki navzven stalno joka človekove pravice, navznotraj ima pa nasmeh parazita. Torej, tle pri AUKN se mi zdi, da se je ta situacija ponovila na nek način. Ali imamo ljudi, ki jim lahko zaupamo, da so, recimo temu, če se v prosti govorici reče resnicoljubni, tukaj pa recimo, da so privrženi vladavini prava. To beneško masko si po naključju omenil. Pomlad gre noter. Veš zakaj? Zaradi tega, ker Benetke so pri razvoju kapitalizma zelo pomemben model. Recimo, da sta dva osnovna modela. En je Genova, en so pa Benetke. Genova je mestna država, ki kot mestna država praktično nima nobene moči. Imajo pa zelo močne bankirje. In ti bankirji lahko handlajo in financirajo vojne po celi Evropi. Kar so tudi počeli. Seveda. Imamo pa drug model razvoja kapitalizma, ki se je pojavil v Benetkah. Benetke so pa imele, mestna država je imela pa v lasti ladjedelnico. In ker so ladje naredili od ladjedelnici, so jih potem dali v najem trgovcem. In odločitev, kdo bo dobil ladjo v najem, je bila vedno odločitev mestne države, se pravi politike. In so Benetke postavile nek drug model razvoja kapitalizma, ki pa je v perspektivi zgledal poražen, da je pa preobrat. Danes se ponovno pojavlja kapitalizem, oziroma tako imenovani državni kapitalizem, kot zelo perspektiven model razvoja kapitalizma. Jaz si čisto iskreno mislim, da če bi hotela slovensko situacijo raziskovati, bi bilo bolj, da se vrne v kremeljsko-gazpromovski model. Tam se mi zdi, da je več teh usporednic. Od srede do srede. Hvala lepa.